Vsak begunec nosi svojo življenjsko zgodbo, strahove in hrepenenja. Vsak dan, tudi ob mednarodnem dnevu beguncev, se moramo zavedati izzivov, s katerimi se soočajo begunci in priseljenci po vsem svetu. Begunci so bili primorani zapustiti svoje domove zaradi vojne, preganjanja, nasilja ali drugih kriznih razmer, vsak s svojo osebno zgodbo in stisko. Srečujejo se s številnimi težavami, med katerimi so izguba doma, ločitev od družine, izguba ljubljenih oseb, pomanjkanje osnovnih življenjskih potrebščin in dostopa do zdravstvene oskrbe ter diskriminacija. Ljubljana, 20.6.2023, sporočila za javnost. Albert Einstein, Gloria Estefan, Sigmund Freud, Madeleine Albright, Freddie Mercury. To je le nekaj znanih beguncev, ki so, vsak v svojem času, morali bežati pred vojno in preganjanjem. Vsak od nas lahko nekoč postane begunec. Republika Slovenija je in mora ostati solidarna država, ker samo tako lahko pomagamo ustvarjati svet, ki bo bolj sočuten, odgovoren, pravičen in varen za vse. Tudi za nas same. Odstranimo nevarne meje, tudi te v svojih mislih. Sprejmimo ljudi, ki potrebujejo našo zaščito. Migracije so skozi celotno zgodovino sestavni in pravzaprav naravni del vsake družbe. Spričo podnebne krize lahko pričakujemo valove podnebnih beguncev. Zaradi izgube svojega doma, bodisi da ga bo preplavilo morje ali prekrila puščava, si bodo morali nov dom poiskati drugje. Slovenija geografsko leži na zelo zanimivi poti. Od vzhodnega Sredozemlja prek Zahodnega Balkana ljudje potujejo v Zahodno Evropo. To je dejstvo, ki se ne bo spremenilo. Moramo pa spremeniti naš pogled nanj v smislu učinkovite, humanitarne, varne migracijske politike, ki je vključujoča in solidarna, temelječa na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin za vsakogar. Ob tem je potrebno izpostaviti zlasti prepoved kolektivnega izgona, pravico do azila in pravico do pravnega sredstva. Mednarodna zaščita mora biti omogočena vsakomur, ki je do nje upravičen, brez izjeme. Vsak, ki zaprosi za mednarodno zaščito, mora biti v čim krajšem individualnem postopku deležen ustrezne obravnave. Vsak od teh ljudi nosi svojo življenjsko zgodbo, strahove in hrepenenja. Pomagajmo jim po svojih najboljših močeh, še zlasti najšibkejšim in najranljivejšim, otrokom brez spremstva in preganjanim. Vsak ima pravico do osebnega dostojanstva in varnosti.